Evo, tole je novi Hilux in zdaj dovolj zmogljiv, da v njegov keson lahko naložite tak kamnit dimnik. Ampak to samo, če ste v Kapadokiji, kjer jih imajo kolikor hočeš, pa če sem seveda kamero postavil dovolj pravilno, da res izgleda, kot da je noter. In ne mi jamra, da se vozim po naravi, ki je zaščitena z UNESCO-om, ker imam natočeno HVO 100, nefosilno dizelsko gorivo, ki je izdelano iz povsem obnovljivih virov. Ja, tudi na to laufa Hilux. Se bom pa vseeno odmaknil, da me ne zadene kakšen Stormtrooper. Tukaj so namreč snimali Vojno zvezd. A ja, ne, niso, ker Turki niso dovolili. Bedno. 57 let je, odkar je prvi zapeljal na ceste, kar pomeni, da je še starejši kot Vojna zvezd. Sem prepričan, da ste zanj slišali tudi tisti, ki živite pod kamnom, no vsi ostali pa veste, da gre za eno najbolj trdoživih vozil na svetu. Poltovornjak, ki ga prodajajo po celem svetu in je doslej zapeljal že v 27 milijonov garaž. Poltovornjak, ki so ga pri Top Gearu spustili s stolpnice, pa je kar nekako preživel. In poltovornjak, na katerega lahko naložim tono tovora, pa se pripeljem gor do Kredarce. Ok, to zadnje sem si izmislil, je treba še preveriti, če je to res, ampak se ste dojeli bistvo. Zato je tole stroj, s katerim se Toyota ne heca in mogoče res ni tako nastopaški za pogledati kot Fordov Ranger Raptor, mu pa dosti ne manjka, sploh takšnemu z opremo GR Sport ne. Oziroma, moram biti natančen, to je zdaj GR Sport 2, ker je podobno opremo imel že pred prenovo. Mislim, samo pogledajte ga, totalno hud je za pogledati. Sprednji kolotek je 13 cm pa pol širši kot pri navadnem Hiluxu, zadnji 15 pa pol, vstopni kot je za stopinjo boljši in zdaj je tudi 2 cm bolj oddaljen od tal kot prej. Skupaj, pazi to, 32 cm in brede lahko skozi 70 cm globoko vodo. To je meni do sem, ko sem bolj pri tleh. No, toliko mehen spet nisem. No, pa še dve lastnosti ima. Prva, je niste videli še na nobenem avtu, je možnost nastavljanja zunanje temperature. Zdaj samo zamenjam avto za navadnega, pobrišem tale sneg, pa vam pokažem, kaj ima pa navaden še potem eno prednost, ki je pa ta nima, oziroma novost, ne prednost. Če pustimo ostale lepotne popravke na miru, itak lahko vidite, kako Hilux izgleda, grem k drugi najbrž še bolj pomembni novosti. Hilux je zdaj hibrid in to prvič, oziroma blagi hibrid, kjer klasiki, torej 2,8 litrskemu turbodizlu 150 kW moči, pomaga še 48-voltno omrežje in majhna baterija ter majhen elektromotor. V podrobnosti in občutke se zdaj ne bom spuščal, ker je prekmalu in bomo te stvari obdelali v testu, lahko pa povem, da se mi tako zdi malenkost bolj prožen pri speljevanju in predvsem tih. Mogoče tudi zato, ker so uspeli vrtljaje znižati v prostem teku na vsega 600 obratov v minuti. Takole na terenu je skratka še vedno brezkompromisen, zdaj v bistvu še bolj, ker ima nove programe za izbiro podlage in tudi zato, ker elektrika pomaga ravno toliko, da kakšen primanjkljaj navora dizla nadomesti potem elektromotor. Mogoče škoda, da sistem ni povezan z novim 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom kot v Land Cruiserju, ampak v bistvu tudi ta 6-stopenjski samodejni ni slab. Je pa zvok še vedno precej robusten, kar mi je všeč in tudi pelje se precej dobro, mogoče ne najbolj udobno v segmentu, a ja, 500 Nm je navora, torej dovolj, in Hilux lahko vleče do 3,5 tone težko prikolico. Znotraj sem lahko kratek, ker sprememb ni prav veliko, ta sredinski zaslon je enako velik, je pa njegov vmesnik postal bolj sodoben, ni tako gromozanski kot pri nekaterih tekmecih, je pa za uporabljati v bistvu čisto dovolj prijeten. Vse skupaj ostaja predvsem enostavno in številnimi fizičnimi gumbi tudi zelo uporabno, tudi če boste imeli na rokah rokavice. Ne pozabiti, Hilux je terensko delovni stroj in temu je tudi prilagojen, kljub fancy sedežem v različici GR Sport 2 je tole v bistvu avto za Indiana Jonesa.
Kako terensko brutalen stroj je Hilux, sta pokazali dve stvari. Najprej hudo zahteven in prav za nas pripravljen terenski poligon, kjer smo se polovico časa peljali po 3 kolesih, pa preizkušali bočne nagibe in ostre vstopne kote, ter od reduktorja in zapore diferenciala zahtevali, da delata nadure. Potem je pa za pravi preizkus poskrbelo še vreme, ki je podlago spremenilo v blato, na katerem pnevmatike niso imele absolutno nič oprijema in je Hilux samo poplesaval. V klance prav tako povsem blatne pa se je kljub temu zapodil zelo suvereno in jih premagoval za šalo. Tudi vodna struga mu ni prišla do živega, po njej smo se peljali kakšna 2 km brez ene same težave. In zato je Kapadokija odlična lokacija za takšno predstavitev. Tukaj je narava divja, prelepa, marsikje seveda tudi turistična. Sigurno ste že videli, da so na teh koncih znani po dviganju tistih turističnih balonov in jih je potem polno, pa vidite lahko take kamnite dimnike in še ostale stvari. No, smo pa dobili navodilo, da so droni tukaj prepovedani, oziroma če bomo uporabljali dron, mora biti lažje od pol kilograma, če bi padel na tla, bi lahko kakšno stvar uničil. No, če bi dron padel na Hilux, bi bil pa itak uničen. Dron, ne Hilux. Še vedno ne morem verjeti, da je bilo tukaj včeraj 25 stopinj pa sonček, danes smo pa okrog 0 pa sneži.